in njegov stavek. Vsi moramo biti predsedniki svojega življenja. Je vstopnica v raj na zemlji, v Božje kraljestvo na zemlji. In hvala, Eden, izvoli, če bi podelil z nami, kako ti čutiš ta Božji stavek. Ja, jaz sem si tukaj naredil par točk glede besede. En gospod z vzhoda najprej reče, da je igračka hrane, ki jo pojemo. Ne. Tako da jemo lahko fizične stvari, ki so kakršne so, jemo pa tudi energijske stvari, ki so kakršne so. Ne. Tako da, kaj nam ponujajo, ne? Kaj se nam ponuja kot preko televizij, ne? Preko glasbe, preko raznih nivojev tega svetlobe, ne? In zvoka in sevanja in tako naprej, je bolj tako, ne? In ni dobra roba, no. Tudi Božja beseda je že velikokrat bila zdidžejana in okrnjena in počasi vejice zamaknjene skozi stoletja, tako da je tudi ta zelo okrnjena, kar se tiče recimo teh nekih Gideon, recimo tle vidim te variante nekih, so različne napisane, ne. Vendar Jezus je rekel, da črka je mrtva, beseda je pa živa, kar pomeni, da beseda raste, evoluira, se razvija. Najprej je bilo jajce in potem je raste naprej. Tako da od takrat, odkar je Jezus bil na zemlji v prvi verziji, je beseda zdaj že tako se poglobila in tako evoluirala, tako zrasla, da pa tudi tukaj ena prerokba v današnjih časih obstaja, da bo v današnjem času beseda prišla preko interneta. Da bo Kristus preko interneta prišel, ne beseda. Tako da, ja, in dejansko ta transmisija, torej ta prenos iz Božjih ust se tako krepi in ta frekvence so tako mogočne in tako velike, tako bogata je ta beseda, tako bogata ta hrana, da dejansko ti nivoji vedenja, razumevanja svetlobe, frekvence te besede so tako močni, da dejansko lahko živimo samo še od sadja ali pa res od zraka. Sedaj pa, zakaj to recimo jaz ne izvajam? Ker tukaj pa imamo zdaj maso ljudi in če je masa gravitira, ne, ker če večina ljudi gravitira v neko vakuum, je potem težje nam posameznikom držati ta nivo, da lahko smo na teh frekvencah raja, kjer lahko res samo od besede še živimo. Pa kakšnega sadeža, recimo. In tako, evo, malo bo dovolj. Ja, najlepša hvala, ali lahko ti nekaj vprašam? Kako si ti predstavljaš raj na zemlji, Božje kraljestvo na zemlji? Ja, mislim, to je tako globoko vprašanje. Tu ima veliko globine, ne? Raj je neskončen. In torej, ko delimo med seboj in torej gre ta velik trebuh bogataša, napolni veliko luknjo od reveža, lahko pridemo na eno bazo, na eno štart in potem imamo pač, pravim, lahko vam dan, kakšne bom napisal pod videom, link recimo, kjer sam je veliko besede danes je Bog tako že pred vrati, a ne, res je, da mnogi, ki so odprti, čisti v srcu, lahko prevajajo torej besedo. Zdaj pa torej prevajanje te besede, ki včasih rečemo kanaliziranje ali pa presvetljevanje še boljše, mi smo torej filtri in od nas je torej odvisno te interpretacija teh kod, kako se torej prenašajo v zunanji svet. In tako da podobno je kot na tranzistorju, včasih lahko pridejo šumi, lahko, a ne, kadar človek bere takšne besede iz višjih nivojev, bere lačen, končno je prišlo do nekega sočne, neposodobljene za današnji čas besede, ampak lahko so šumi notri, imajo
vesoljci imajo takšne, te nižji vesoljci, imajo takšne tehnologije, ki lahko modulirajo in oponašajo besedo, kakor da je od mojstrov, od angelov, od Boga, ampak torej si lahko globoko umažemo dušo. Ne. Tako da moramo biti meč razločevanja med v srcu Excaliburo do Mihaela, da ločimo seme od plevela. In torej, ko je beseda sidrana v dovolj srcih, je torej že luč tako močna. Mislim, dejansko bomo priča očetu na zemlji, ki bo kot luč. Ja, a dovoliš, da te še vprašam, glede na to, da si naš kandidat za predsednika Slovenije in si nam lepo povedal, da želiš, da bi bili vsi predsedniki najprej svojega lastnega življenja. A lahko to mogoče obesediš, kako ti to vidiš, čutiš, svetuješ vsem nam članom Društva za srečno življenje Belis? Ja, torej najprej svetujem, da ta pogled malo dvignemo gor. Lahko bomo tudi organizirali delavnice, lahko pridete k meni v Borovnico ali pa bomo dobili neke druge prostore, kjer bomo trenirali predsednikovanje, torej to skupno prevajanje Božje vibracije, kakorkoli že bomo to ubesedili. V glavnem, za začetek recimo je glavno, da dvignemo pozornost ven iz teh projekcij in teh zdrizov, astrala in vseh teh laži, da dvignemo vsaj do tukaj gor, ne, nivo, da lahko spregledamo stvarnost, da lahko vidimo, kaj se dogaja, da lahko predvidimo stvari, ki se dogajajo okoli nas. In potem povežemo to svojo točko, ne, z drugimi točkami v drugih glavah in potem se dela mreža, torej ta resnični internet, kjer lahko izmenjujemo vizijo in akcijo. Torej. Ja. In če dovoliš, bi te vprašala, oprosti, ker sem te prekinila, ta tvoja delavnica naj bi trajala koliko časa? Nekaj ur, en dan, 2 dni, 3 dni? Dovolj je, za začetek je dovolj tudi 15-20 minut in to se takoj da začutiti te zadeve. So zelo močne. Tudi en primer vem, da je na Japonskem, ker so več vešči v zenu, v teh nivojih meditacij, se je enkrat pojavil Jezus tam, kamufliran kot en človek navaden, in je mogel stol, na katerem je sedel, mogel odnesti stran iz prostora, ki je bil premočen. Tako da te vibracije so zelo silne, ne? Tako da tudi v bližini hišnih ljubljenčkov se jih ne sme izvajati in otrok stare socializacije do 14. leta, ker so njihove srčne čakre prešibke in potem bi jih morali mojstri ščititi in je škoda dragocene energije mojstrov, če lahko poskrbimo, da te silne reči izvajamo. Za eno vstopnico sicer lahko pridete k meni seveda svobodno vsi, ker jaz sem odprt svetoven človek, ampak mogoče preko društva, da se včlanimo preko društva, da se lahko še bolj povežemo med seboj, skooperiramo, sodelujemo na vseh nivojih in teh vzvišenih, mogočnih in tudi ročnih, ki itak torej transmisija sama, torej gre za vizija, da prehaja, ki torej predsednikovanje je tudi ročno delo, ker namreč te vibracije, ta svetloba gre torej čez dlani ven, torej čez roke, to je dejansko ročno delo in lahko dobivamo mišice od same meditacije. Mogoče v Borovnici imamo eno veliko staro hišo od Marija Borštnik, zgodovinska rojstna hiša, kjer imamo veliko sob na razpolago, potrebujemo samo stolice, stole, ki tudi jih imam nekaj dovolj. Če ne pa bomo napisali morda pod videom nek specifičen datum, mogoče se nekaj drugih zberemo še v večjem številu, lahko pridete z vlakom 1,80 € do Borovnice. Ja, imam pa še nadgradnje, ne, dejansko gradim, kako bi rekli temu, torej tempelj in šolo hkrati, torej ašram je torej in šola in tempelj hkrati nove dobe, kjer zadevo še naprej nadgrajujem in izpolnjujem, ampak ne bo zdaj zaenkrat dovolj glede te zadeve. Ja, si zelo skrivnosten in tudi po kapljicah te spoznavamo.
Jaz sem ti izredno hvaležna za to predajanje tvojih spoznanj in besede Božje in se veselim in z veseljem bom prišla na tvojo delavnico in hvala lepa.